Lep pozdrav z severa Evrope. Evropski inštitut za enakost spolov ima sedež v Vilni, v Litvi. Tukaj nas zima še ni čisto zapustila, v Sloveniji vas je že prej obiskala in vas že fino razvadila. In najlepša hvala tudi za povabilo na to pomembno konferenco in vesela sem, da sem lahko del nje, ker sem bila dejansko del zasnove tega projekta in videti rezultate projekta danes je res osupljivo in seveda vse podprto s podatki tudi ostalih predavateljic in predavateljev. Najprej se moram opravičiti, ker so delno tabele in grafi v moji predstavitvi v angleščini, besedilo pa je celotno v slovenščini. In v veselje mi je, da vam bom danes lahko predstavila delne rezultate našega dela v tej tematiki o neenaki delitvi skrbstvenega dela med moškimi in ženskami ter posledicami na trgu dela. Namreč to je ključno za razumevanje kakršnega koli napredka oziroma nazadovanja na področju enakosti spolov. In pod skrbstvenim delom razumemo vse, razumemo nego in varstvo otrok, dolgotrajno oskrbo, skrb za ostarele in druge pomoči potrebne družinske članice in člane, kot tudi gospodinjska dela, vsakdanja gospodinjska dela. In pogledali bomo, kako vse to vpliva, ta neenaka delitev vpliva na neenakosti na trgu dela in kako se to odraža tudi v pokojninah. Danes vam bom delno predstavila rezultate raziskave, ki smo jo na Evropskem inštitutu za enakost spolov opravili v okviru spremljanja pekinških izhodišč za ukrepanje, in sicer pripravili smo poročilo za nemško predsedstvo Evropski uniji leta 2020 in v tej raziskavi smo želeli pogledati povezave med neplačanim skrbstvenim delom in neenakostjo spolov na trgu dela, predvsem s poudarkom na razlikah v plačah. V svoji predstavitvi se bom najprej dotaknila vprašanja, v kolikšni meri se še vedno od žensk pričakuje neplačano skrbstveno delo in kakšne so posledice tega pričakovanja na zaposlenost žensk in seveda tudi na družbo na splošno. Potem bom nadaljevala z opisom, kako to vpliva na razlike v pokojninah med spoloma, zelo na kratko, ker veliko je bilo danes že povedano. Končala pa bom z nekaterimi predhodnimi ugotovitvami oziroma elementi vpliva pandemije covida na delitev neplačanega skrbstvenega dela. Ja, takole. Vemo, da potrebe po skrbi, predvsem po dolgotrajni oskrbi, naraščajo iz leta v leto in soočamo se s tem, da so te potrebe velikokrat tudi neizpolnjene. In pobude za oblikovanje politik na ravni EU in tudi na ravni držav članic na splošno obravnavajo neenakosti v skrbstvenem delu na dva načina oziroma se skušajo nasloviti te neenakosti na dva načina. In sicer prvega sestavljajo pobude za spodbujanje enakovrednejše delitve neplačanih skrbstvenih dejavnosti v družinah oziroma v gospodinjstvu, na primer to so neprenosljivi starševski dopusti. Drugi pristop, drugi način pa je znan kot eksternalizacija in ta podpira delni oziroma popolni prenos neplačanih dejavnosti skrbi iz gospodinjstva, iz družine na druge ljudi in oziroma plačljive storitve. In ta eksternalizacija oziroma prenos je še posebej pomemben v okviru naraščajočih potreb po skrbi, ki se v Evropski uniji pričakujejo v prihodnjih desetletjih, zlasti z dolgotrajno oskrbo.
Namreč, kaj pravijo projekcije, število ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, se povečuje in se bo še povečalo, tako zaradi staranja prebivalstva in višanja pričakovane življenjske dobe po celotni Evropski uniji. Trenutno je Evropska unija soočena z velikimi demografskimi spremembami. Delež prebivalstva nad 65 let naj bi se v Evropski uniji povečal z 19% v letu 2016 na 29% do leta 2080. In delež ljudi nad 80 let se bo več kot podvojil. In dejansko to hitro staranje prebivalstva vodi do vedno večje potrebe po dolgotrajni, formalni in neformalni oskrbi. Nezanemarljivo, poleg tega podatki kažejo, da je imelo leta 2017 je imela vsaka četrta prebivalka oziroma prebivalec EU dolgotrajno invalidnost. In tukaj je delež žensk nekoliko višji kot delež moških. Evropska unija in države članice se tako soočajo oziroma se bomo soočali z velikim izzivom pri zadovoljevanju potreb po dolgotrajni oskrbi. Ta dolgotrajna oskrba mora biti finančno vzdržna, cenovno dostopna in hkrati brez ogrožanja kakovosti storitev ali celo življenja izvajalk in izvajalcev oskrbe in oskrbovanih oziroma kvalitete življenja. In države članice, da bi omejile stroške in omogočile vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe, potrebujejo oziroma sprejemajo različne ukrepe in med njimi tudi precej spodbujajo samostojno življenje v kateremkoli okolju, bodisi stanovanjskem, domačem, skupnostnem, in to ima velike posledice predvsem za ženske. Na inštitutu smo ocenili na podlagi Eurofundovega poročila o zaposlenih v dolgotrajni oskrbi, da je v Evropski uniji v sektorju dolgotrajne oskrbe zaposlenih 6,3 milijona ljudi. S tem, da 41 milijonov ljudi družini in prijateljem pogosto zagotavlja neformalno dolgotrajno oskrbo. Se pravi, to je relativno majhen delež zaposlenih glede na potrebe. In ravno ti podatki kažejo na neizpolnjene potrebe po formalnih storitvah dolgotrajne oskrbe. In to ima tudi daljnosežne posledice, namreč povečuje se tveganje socialne vključenosti in revščine, tako za tiste, ki prejemajo oskrbo, kot tudi za negovalce in negovalke oziroma zaposlene v tem sektorju. To lahko vodi do slabšega zdravstvenega stanja in kakovosti življenja tistih, ki potrebujejo skrb, in tudi tistih, ki nudijo skrb. In vodi v obsežnejše vključevanje družinskih članov in članic, pa tudi prijateljev v neformalno skrb. V povprečju ženske v Evropski uniji predstavljajo 62% vseh tistih, ki starejšim oziroma osebam z invalidnostmi zagotavljajo neformalno dolgotrajno skrb. In ravno, kot sem omenila, v mnogih državah članicah se ravno zaradi nerazpoložljivosti, nedostopnosti ali visokih stroškov formalnih storitev dolgotrajne oskrbe vse večja vloga pripisuje ženskam in pa tudi gospodinjskim delavkam, nekaj delavcem tudi. In med temi gospodinjskimi delavkami pogosto najdemo migrantke, ki storitve zagotavljajo na domu. Se pravi, pri tej problematiki je potrebno pogledati tudi na tako imenovani intersekcijski vidik, kdo opravlja pretežno ta dela. Kar je pomembno tudi, da se kaže negativen vpliv zlasti na ženske pred upokojitvijo. To so ženske v starosti 50 do 64 let,
Namreč manj kot ena od 2 žensk, ki zagotavlja dolgotrajno neformalno skrb, je zaposlena, v primerjavi z 66% moških, ki so zaposleni in hkrati opravljajo neformalno skrb. Moj predhodnik je govoril tudi o statusu aktivnosti in neaktivnosti. Pomemben podatek je, da je med neaktivnimi vsaka 10. ženska, stara 50 let ali več, poročala o tem, da so družinske ali skrbstvene obveznosti glavni razlog za prekinitev kariere in oziroma neiskanje službe. Hkrati pa neformalne skrbstvene obveznosti lahko privedejo tudi do predčasne upokojitve starejših zaposlenih, predvsem v skrbstvenem sektorju. To je izpostavljen sektor tako glede težavnosti dela, kot tudi drugih obveznosti zunaj delovnega mesta. Nekaj o pandemiji. Sem rekla, da bom se dotaknila tudi te tematike. Ravno pandemija je poudarila ključno vlogo zdravstvenega in skrbstvenega sektorja pri dobrem delovanju socialnih držav in izpostavila je tudi pomanjkanje zaposlenih v zdravstvu in strokovnjakinj za dolgotrajno oskrbo. Poleg tega je izpostavila tudi nezadostne zaloge medicinske opreme, kar je ogrožalo varnost zaposlenih v teh sektorjih. Nekaj podatkov o skrbstvenem delu. Zaposlene ženske v Evropski uniji, pomembno je, da govorimo o zaposlenih ženskah, ki poleg svojega dela, plačanega dela, namenijo v povprečju 3,9 ure na dan za neplačano skrbstveno delo. In tukaj gre tako za nego otrok, opravljanje gospodinjskih del, kot tudi za dolgotrajno oskrbo. Moški opravijo precej manj tega dela, 2,6 ure. In tukaj imamo tudi podatek za Slovenijo, kjer ženske opravijo 4,8 ure na dan, povprečno več, in opravijo neplačanega dela, moški pa 3,1 uro. Takole. In dejansko, kot smo videli, neenakosti v neplačanem skrbstvenem delu izvirajo v družinah, v gospodinjstvih, v vrednotah in dejansko vlogah, ki jih ženske in moški opravljamo v svojih družinskih okoljih. Namreč neplačane skrbstvene dejavnosti si enakovredno deli zgolj tretjina družin. In kot sem omenila, zaposlene ženske dnevno namenijo skrbstvenim dejavnostim približno 90 minut več. Ja, kaj je pomembno tudi, da se breme neplačanega dela razlikuje glede na obliko družine, v kakšni vrsti družine živimo, je to dvostarševska, enostarševska, na značilnosti zaposlitve, je to delo za krajši delovni čas ali obstajajo možnosti dela na daljavo tudi. Kot že omenjeno, vrednot glede enakosti spolov in pa model hranitelja v družini. To je tako imenovani breadwinning model, kakšen je prevladujoč, ali je hranitelj pretežno moški ali sta to oba zaposlena starša. Kot sem omenila že prej, imajo neenakosti med spoloma v neplačanem skrbstvenem delu daljnosežne posledice. Podatki kažejo, da zaradi skrbstvenih obveznosti kar 7,7 milijona žensk ni na trgu dela, v primerjavi z manj kot pol milijona moškimi. In prav težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in tudi družbene vrednote, norme, ki se jih pripisujejo ženskam, pomembno vplivajo na odločitve žensk glede njihove zaposlitve, poklicnega življenja in kariere. Na primer, ženske
kar se tiče zaposlitvenih možnosti, in tega se je dotaknil tudi že moj predhodni predavatelj, je karierna pot oziroma karierne prekinitve zaradi skrbstvenih obveznosti za ženske so pogostejše kot za moške. In pogosto ženske omejujejo tudi na delo s krajšim delovnim časom, ravno zaradi teh skrbi, predvsem v času, ko ženske postanejo matere. Ženske so bolj pogosto zaposlene v nerednih, začasnih in slabo plačanih zaposlitvah in lahko tudi nudijo zaradi tega večjo prilagodljivost kot običajna delovna mesta in jim omogočajo lažje usklajevanje plačanega in skrbstvenega dela. Podatek kaže, da kar 29% žensk, ki so zaposlene s krajšim delovnim časom, kot glavni razlog za krajši delovni čas navaja skrbstvene obveznosti. In kaj so še značilnosti zaposlitev žensk zaradi neplačanega skrbstvenega dela? To so sektorska segregacija, visoka zaposlitev s krajšim delovnim časom, premajhna zastopanost v velikih podjetjih in nadzornih položajih, tako imenovana vertikalna segregacija, in vse to prispeva k opaznemu delu vrzeli v plačah med spoloma. O tem so podatki pokazali tudi povezave v prejšnji predstavitvi, podatki o Sloveniji. Trenutno je v Evropski uniji povprečna bruto urna plača žensk za 16% nižja kot pri moških, in to seveda ima posledice tudi na pravice socialne varnosti in pa pokojninske pravice. Govorili smo o družinskih obveznostih in razlike oziroma neenakosti dejansko naraščajo z družinskimi obveznosti in v različnih življenjskih obdobjih. Razlike v neto mesečnih plačah so največje ravno pri ženskah z otroci in to z mlajšimi otroci. Se pravi, tukaj je podatek za otroke mlajše od 7 let, in sicer za največje razlike so pri parih z otroci mlajšimi od 7 let, skoraj 48%. Upoštevati pa je potrebno tudi, da so se zadnji podatki med COVID-19 krizo še poslabšali, oziroma da podatki kažejo, da se je situacija še poslabšala. In ravno v tem življenjskem obdobju, ko se parom rodijo otroci, opažamo povečanje dohodka moških, kar na nek način pomeni, da oblikovanje družine pomeni kazen za zaslužek matere in nekako nagrado za očeta. In kot smo videli v projekcijah zaposlenosti, ki jih je pred mano predstavila Nataša Kump, je ravno stopnja zaposlenosti žensk v tem obdobju 25 do 34 let 15 odstotnih točk nižja od moških v tem starostnem obdobju, kar ponovno kaže na neke vrste kazen za materinstvo. No, med pari, katerih najmlajši otrok je starejši od 7 let, pa se razlika med spoloma začne počasi zmanjševati, vendar pa ostaja še vedno precej večja v primerjavi z ženskami v partnerskih odnosih brez otrok v primerjavi ali pa v primerjavi z drugimi življenjskimi obdobji. Se pravi, ponovno ta oblika družine eden ključnih dejavnikov. In to je tudi eden glavnih virov neenakosti v razliki med pokojninami, kot smo videli v predhodnih predstavitvah. To so podatki o pokojninski vrzeli, bolj natančno smo si prej pogledali slovensko situacijo in kot razumemo, je pokojninska vrzel odraz
različnih neenakosti skozi celotno življenjsko obdobje, vključno z razlikami v življenjskem slogu, kot sem omenila, na primer odločitev za otroke, potem neenakostmi na trgu dela, družbenimi normami, vrednotami na splošno. Tako da je vedno potrebno upoštevati ta širši vidik neenakosti med spoloma v družbi. Hkrati pa tudi intersekcijski vidik, ki sem ga omenila prej, namreč podatki kažejo, da zlasti starejše migrantke se soočajo z velikimi neenakostmi glede dostopa do pokojnin. Opaziti je trend zmanjševanja vrzeli v pokojninah med spoloma, in sicer od leta 2010 se je na ravni EU vrzel zmanjšala za 5 odstotnih točk in za 12 odstotnih točk v Sloveniji. No, več o teh trendih pa smo slišali že v prejšnjih predstavitvah. Zaenkrat še nimamo ocen, kako je kriza COVID-19 vplivala na razlike v pokojninah med spoloma, vemo pa, da se je udeležba žensk na trgu dela zmanjšala, bolj kot udeležba moških, in to bo seveda vplivalo tudi na razlike v pokojninah, pa nekaj o teh podatkih malo kasneje. Kot sem napovedala, nekaj prvih izsledkov, različnih raziskav o vplivu COVID-19 pandemije na samo delo, predvsem delo na daljavo. Vsi, ki smo danes tukaj prisotni, se mi zdi, da delamo iz svojih domačih pisarn, se pravi na daljavo. Na neki način vidimo pozitivne vplive dela na daljavo, povečala se je fleksibilnost dela in možnosti za novo dinamiko pri delitvi neplačanega skrbstvenega dela v družinah. Seveda so pa bolj izpostavljeni tudi negativni vplivi, ki so večji za ženske. Ženske se večkrat soočajo s prekinitvami dela, nadaljnjo opaziti je možnosti za nadaljnje zmanjševanje kariernega napredka in seveda nezanemarljivi negativni psihološki učinki. Hkrati pa imamo določene pozitivne izsledke iz časa pandemije, namreč delo na daljavo je pomagalo ohraniti marsikatero delovno mesto, je pa hkrati ustvarilo tudi nove neenakosti, na primer med tistimi, ki lahko delajo na daljavo, in tistimi, ki ne morejo delati na daljavo. In kot smo mnogi starši izkusili, dodatno breme, ko smo imeli doma otroke, šolajoče se otroke ali pa majhne otroke, in to je dodatno breme glede usklajevanja dela in skrbi. Velikokrat je to povzročilo nadure, naraščajoče fizične in duševne pritiske med starši in zlasti ženskami. Nezanemarljiv pa je seveda tudi porast nasilja nad ženskami v okoljih med zaprtjem družbe oziroma tako imenovanim lockdown, zaprtjem javnega življenja. Ja, in ravno delo na daljavo je dejansko izziv za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ker je razlika med spoloma v možnosti dela na daljavo delno povezana tudi z vzorci vertikalne in horizontalne segregacije. Izkazalo se, da je več moških zaposlenih v sektorjih, ki imajo omejene možnosti za delo na daljavo, na primer kmetijstvo, rudarstvo, predelovalne dejavnosti. Ženske pa so bolj zastopane v poklicih z nižjim deležem fizičnih nalog, se pravi pisarniški, tajniški in upravni poklici, kar jim je omogočalo večje možnosti za delo na daljavo.
Resnični izziv pa je tudi prikrajšanost žensk pri digitalnih veščinah, kar je posebej značilno za starejše ženske, za starejše zaposlene ženske. To je tudi omejitev pri delu na daljavo. Še nekaj podatkov iz ene prvih raziskav, tako imenovanih e-raziskav Eurofounda. Zaposlene ženske z otroki mlajšimi od 12 let so skrbi namenile približno 54 ur na teden, v primerjavi z 32 urami, ki so jih zaposleni moški. To je bilo v obdobju tega zaprtja javnega življenja v mnogih državah članicah. In ena raziskava, opravljena v Združenem kraljestvu, poroča tudi o tem, da so pri delu na daljavo matere še enkrat pogosteje kot očetje poročale o prekinitvah dela zaradi skrbi. To pa seveda vpliva na produktivnost in ima tudi posledice za karierni razvoj. Še nekaj podatkov o porasti neplačanega skrbstvenega dela med pandemijo. Kot sem omenila, je pandemija pokazala sicer na eni strani na potencial digitalne delovne sile, se pravi glede dela na daljavo, hkrati pa do porasta neplačanih skrbstvenih obveznosti, kar je povzročilo dodatne težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. In seveda povečanje neplačanega dela žensk kljub večji udeležbi nekaterih očetov. Že omenjeno, da je najtežji izziv tudi v času pandemije za starše oziroma matere z majhnimi otroki, in da je bila delitev skrbi za otroke pravičnejša v gospodinjstvih, kjer so bili moški prisotni. Se pravi, da sta oba starša delala na daljavo ali pa tudi ob izgubi službe. Samo nekaj podatkov. V prvem delu pandemije so ženske namenile več kot moški za neplačano skrbstveno delo, in sicer 12,6 ure na teden, v primerjavi 7,8 ure za moške, in za skrb za starejše družinske člane in članice oziroma članice s posebnimi potrebami 4,5 ure na teden, v primerjavi z 2,8 urami za moške. In tudi precejšnja razlika pri kuhanju in gospodinjskih opravilih, 18,6 ure na teden za ženske, v primerjavi z 12,1 ure za moške. Evropski inštitut za enakost spolov pripravlja e-raziskavo o socialno-ekonomskem vplivu COVID-19 pandemije in vplivu na enakost spolov. In tukaj bomo posebej pogledali na področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, tudi kaj je delo na daljavo pomenilo za usklajevanje in delitev znotraj družin, in podatki bodo na voljo jeseni, naslednjo jesen, in bodo tudi del tematskega poročila Evropskega indeksa enakosti spolov. To pa so prvi podatki o spremembah v zaposlenosti žensk med pandemijo, in sicer začetek pandemije je privedel do velikega upada zaposlovanja tako žensk kot moških, vendar se je poleti lansko leto zaposlovanje moških okrepilo močnejše kot zaposlovanje žensk, močneje in hitreje. Novejši statistični podatki pa že začenjajo kazati na trend dolgotrajnejših posledic te krize za ženske kot za moške in lahko nekako vlečemo paralele tudi z ekonomsko krizo leta 2008.
In pa še skupne dejanske opravljene ure dela v glavni zaposlitvi, tudi tukaj vidimo, to je pa naslednji slajd, tudi tukaj vidimo kar precejšnje razlike med spoloma. In dejansko na razlike v pokojninah med spoloma bodo zaradi te krize, pandemije COVID-19, bodo vplivale zlasti razlike v zaposlitvenem okrevanju, zaposlitve med ženskami in moškimi, ker udeležba žensk še vedno ne dosega enake stopnje kot udeležba moških v zaposlitvi, in pa razlike v dejanskih opravljenih urah dela, kar vpliva tudi na pokojninske prispevke in s tem seveda na razlike v pokojninah med spoloma. Na koncu še nekaj o pristopu, kaj je pomembno za odpravo neenake porazdelitve neplačanega skrbstvenega dela. In sicer potrebujemo tako imenovani dvojni pristop na ravni družine. V EU imamo zdaj veljavno direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki tudi prinaša neprenosljivo pravico do starševskega dopusta oziroma tendenco k večji porazdelitvi starševskih dopustov med staršema. In pa seveda razviti evropsko strategijo o socialnem varstvu in socialni zaščiti, ki bo usmerjala izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in tudi dopolnila omenjeno direktivo. In ravno predavatelj iz Umarja je predstavil raziskavo, ki bo pomembno pridonesla tudi k vidiku enakosti spolov znotraj izvajanja evropskega stebra socialnih pravic v Sloveniji. Po drugi strani pa je potrebno zagotoviti dostopne in kakovostne zunanje storitve, in sicer povečati razpoložljivost, cenovno dostopnost, kakovost skrbstvenih storitev, tako za celoten paket skrbi, se pravi za gospodinjska dela, za skrb in nego za otroke in starejše in invalidne osebe oziroma osebe z invalidnostmi. Hkrati pa je potrebno tudi izboljšati, urediti in spremljati delovne pogoje v skrbstvenem sektorju, kjer so večinoma zaposlene ženske. Še čisto za konec priporočila glede politik, glede oblikovanja politik. Na Evropskem inštitutu za enakost spolov ima vsako raziskovalno poročilo tudi del s priporočili glede politik, in sicer ključna, ki so bila danes tudi že izpostavljena, so odprava horizontalne in vertikalne segregacije zaradi spola, krepitev zakonodajnega okvirja za zagotovitev večje transparentnosti plač, ki potem vpliva tudi na odpravo vrzeli v plačah. Pomembne so naložbe v skrbstveno in socialno infrastrukturo in vključevanje vidika enakosti spolov v oblikovanje in izvajanje politik za okrevanje in odpornost po pandemiji COVID-19. Pomembno pa je tudi zagotavljanje uravnotežene zastopanosti v postopkih oziroma v procesih odločanja, predvsem tudi v postopkih preprečevanja in odzivanja na pandemijo. Namreč podatki kažejo, da je zgolj 3,5% od 115 identificiranih skupin, skupin za odločanje, odločevalskih skupin in strokovnih skupin za COVID-19, samo v takem majhnem deležu je članstvo uravnoteženo po spolu.
v 85, več kot 85% primerov teh skupin pa so moški v teh skupinah v večini. Se pravi, tukaj se sigurno zaradi neuravnotežene zastopanosti izgubljajo pomembni vidiki enakosti spolov. Omenila sem raziskavo o enakosti spolov in socialno-ekonomskih posledicah krize COVID-19. Na razpolago oziroma rezultati bodo znani leta 2022, se pravi prihodnje leto, tako da vas vabim, da spremljate našo spletno stran, poročila, socialne medije za najnovejše raziskave in ugotovitve o tej tematiki. Najlepša hvala